Novinec v prvi ligi Krško je tokrat gostoval pri velenjskem Rudarju. Domači so v prejšnjem krogu vendarle zmagali. Prvič v letošnjem prvenstvu presenetili so Domžale, medtem ko je Krško po dveh uvodnih zmagah doživel dva poraza proti Olimpiji in še predtem proti Mariboru. Prva akcija pa takoj na začetku po veliki napaki Obeda je prišel pred vrata Prašnikar in z lobom premagal še vratarja Zalokarja za 1:0. Veselje Velenjčanov, napaka v obrambi Krškega in Prašnikar je to izkoristil s svojim 4. golom v letošnji sezoni. Priložnost Urbanča, ki je poskušal na koncu kot za Krško. Urbanč je meril direktno iz kota, na pravem mestu je bil domači vratar Radan. Potem pa še prekinitev za Krčane, žoga na drugo vratnico in najvišji je bil Džukić, podal je Urbanč in izenačenje na 1:1. Po dobre pol ure igre je Krško prišel do izenačenja. Nemočen je bil Radan, nato akcija za domače nogometaše, podajalec je Trifković, nekoliko prenizek pa Prašnikar, ki je tokrat zapravil lepo priložnost. Potem pa trčenje vratarja Zalokarja in Kociča na koncu, prekršek v napadu, domači pa so tokrat zahtevali tudi 11-metrovko, katere tokrat ni bilo. Ob koncu prvega polčasa pa še nekaj vroče krvi. Najprej je pri Rudarju poskrbel za izključitev Babič. Le nekaj minut kasneje pa še Ivan Knezović in Velenjčani so drugi polčas igrali samo z 9 nogometaši. Drugi polčas in prva akcija za Velenjčane. Urbanč je skoraj zatresel lastno mrežo, ampak nekaj sreče za Krško. Potem priložnost za gostujoče nogometaše. Meril je Urbanč, ki je bil dobro razpoložen, tokrat mimo vrat. Protinapad za Knape z 2 nogometašema manj. Takole poskus daleč Bolhe in žoga visoko prek vrat. Nato pa še zadnja akcija dvoboja, daleč je poskušal Petrič. Tole ni bil ravno nevaren strel mimo gola in tekma se je končala. Rudar Krško 1:1, domači pa verjetno bolj veseli, kajti imeli so kar 2 igralca manj, a vendarle vzdržali. V pravem trenutku smo dali gol, nato smo pa v bistvu se začeli umikati in smo prosili za ta zadetek Krškega. Jaz bi rekel, da je prvi polcajt bila dobra tekma, nato smo pa doživeli 2 izključitvi. In drug polčas bi res pohvalil igralce za borbenost in za požrtvovalnost. Mislim, da smo imeli 2 čisto različna polčasa. Glede na to, da je, nočem nič slabega, ampak vse igrišče v slabem stanju. Mislim, da smo prvi polčas videli kvalitetno predstavo, da sta obe ekipi poskušali igrati nogomet, da smo bili oboji kombinatorni. Sem zadovoljen z igro naše ekipe. Potem smo dobili en gol, ki ga ne bi smeli še 10 let, naivn, v bistvu avtogol skoraj, čeprav je Prašnikar odlično reagiral. Tudi v nadaljevanju dobra tekma z obeh strani, mislim, da smo zaslužno izenačili.